Tisoč obrazov fibromialgije. Jaz sem Barbara Gros in sem predsednica Društva bolnikov Zebra. Tale seminar smo napravili zato, ker je bilo vedno več bolnikov s kronično bolečinskimi sindromi in kar naenkrat je bilo enormno število fibromialgikov. To je bilo že pred 5 leti, ko smo mi to društvo ustanovili, ne. Ugotavljali smo, da je zelo malo znano o tej bolezni in da je ogromno bolnikov in zato smo začeli raziskovati sami, kaj je s to fibromialgijo in ustanovili tudi društvo. Začeli smo se povezovati z drugimi društvi, tudi z tujimi, predvsem začetka smo zelo veliko s hrvaškim in srbskim, kar še vedno. Smo pa seveda tudi aktivni člani EMEA organizacije, zdaj od letošnjega leta smo pa tudi člani svetovne EDS organizacije. Ves čas mi sledimo novim raziskavam in sicer zato, ker smo opazili, da te stari načini obravnave fibromialgije v praksi ne prinašajo niti ozdravitve, niti da bi dolgoročno ustavili to bolezen. Ugotavljamo celo nekaj zelo drugega, kar nam govorijo uradne hipoteze. Mi namreč ugotavljamo, da vsaj pri naših bolnikih, a ne pri naših članih, je bolezen precej progresivna, kadar se jo ne zdravi. Zdaj, diagnostika pri nas, a ne, mehanizem bolezni ni nikjer na svetu točno znan. Zato sploh ni nobenih krvnih testov ali pa drugih podobnih testov. Še dva moram not spustiti. Mehanskih testov, ni nobenih testov, da bi dejansko lahko potrdili recimo z nekim takim testom, da bi da bi dal kri recimo, pa bi dobil rezultat ali pa kaj takega, ne. Zato je diagnostika zelo težka. Diagnosticirajo na osnovi izključevanja drugih bolezni, ko izključijo druge bolezni, takrat a ne te diagnosticirajo s fibromialgijo. Ampak v praksi pa mi opažamo, da imajo ljudje en kup soprisotnih bolezni. Veliko bolezni od teh sploh niso še dobro raziskane, mnoge bolezni so zelo podcenjene, nekatere bolezni so zelo težko diagnosticirane, zato ker imajo tako visoke kriterije za diagnostiko. Ali pa v bistvu nimajo nobenih navodil za ravnanje s temi pacienti, a ne. Zato dostikrat bolnikov tudi ne pošljejo na dovolj preiskav. Ampak se zdaj v zadnjem času, včasih je bilo tako, a ne, da sploh nisi dobil te diagnoze, ne vem, 15 let, to je bilo skoraj nemogoče dobiti. Ampak zdaj v zadnjem času pa ugotavljamo, da te diagnosticirajo zelo, zelo hitro. 2, 3 testi so negativni, imaš znake fibromialgije in dobiš diagnozo fibromialgija. Nam se zdaj včasih zdi, da je to skoraj majčkeno prehitro. Zdaj, velik problem pri fibromialgiji je ta, da diagnozo fibromialgija pri nas dajo najmanj za 3 bolezni. Se pravi, fibromialgijo kot kronično razširjeno bolečino, mialgični encefalomielitis, sindrom kronične utrujenosti oziroma postviralni sindrom izžetosti in pa tretja bolezen izgorelost, stanje vitalne izčrpanosti. Tule zraven vidite ene take cifre, številke in črke, a ne, tole je oznaka v ICD. ICD je International Classification of Diseases, mednarodni klasifikator bolezni, to govorim v angleščini, da bi kar malo še po angleško. In tle je vsaka od teh bolezni v tem klasifikatorju diagnosticirana čisto svojo šifro. Vsaka ima svojo šifro, čisto vseh šifrantih, ICD-9, ICD-10, ICD-11. Tako da se vidi, da so to 3 različne bolezni, vendar pri nas je pa to vse pod fibromialgijo. Torej v praksi niti zdravstvo samo ne loči dovolj teh bolezni, saj v bistvu niso dovolj izobraževali zdravnikov na tem področju, a ne. In nekatera od teh spoznanj pa še niso prišla ravno v bolniško prakso. Jaz sem ravno zdaj ugotavljala, da mialgični encefalomielitis sploh ne šteje niti za redko bolezen, a ne, ampak šteje za
dovolj pogosto bolezen, a ne? Dovolj veliko ljudi ima to bolezen, tako da bi sploh bilo zelo potrebno, da bi jo pravilno diagnosticirali. Jaz se bom danes na te tri bolezni orientirala tako, da bi o vsaki nekaj več povedala, to pa zato, da bi vi lažje prepoznali, kaj od tega, v kater sklop vi bolj pašete. Ali v en, ali v drug, ali v tretji, ali pod ME, ali pod fibromialgijo, ali morda pod burnout. Pa bom začela kar z mialgičnim encefalomielitisom. To ime mi je bolj všeč kot sindrom kronične utrujenosti, ker sindrom kronične utrujenosti mi je zelo neprimerno ime. To je tako, kot če bi recimo Alzheimerju rekli sindrom kronične pozabljivosti. Vsi vemo, da ne gre samo za pozabljivost, ampak da gre za nekaj mnogo, mnogo, mnogo več kot to, a ne? In da to ni v redu, da se tako to imenuje. Se pravi, ime je neprimerno, ker to tudi ne gre samo za neko utrujenost, ampak gre za ekstremno izžetost organizma, ki ne mine niti po neprestanem počivanju. Še več, pri mialgičnem encefalomielitisu je glavni simptom PEM, rečejo, post-exertional malaise. Se pravi, da po neki aktivnosti ti ostaneš tako izžet, se ne nafilaš nazaj z energijo, ne? Tako kot se vsak človek pri vsaki drugi bolezni. Ta bolezen ima specifiko, se pravi, ko se izprazniš, ko nekaj delaš, po tistem ure, tedne ali včasih tudi mesece ne prideš k sebi. PEM, post-exertional malaise. Zdaj, navadno, včasih imenujejo to tudi postviralni sindrom, a ne, zato ker pride po hudem prebolelem virusu, pojavi se, a ne, tako, fejst pojavi, recimo po Epstein-Barru, po citomegalovirusu, po covidu, po kakšni hujši infekciji, po travmi. Pogosto pa lahko tudi, če recimo vi niste spali, na primer ste imeli enega majčkega otroka, pa nič niste spali in se vam je cel cikel porušil, a ne. Predvsem je značilno pri mialgičnem encefalomielitisu, da nikdar niso ti bolniki do konca okrevali ali pa se jim zadeva ponavlja. Kar naprej sem jaz dobivala herpes virusne infekcije, ne vem, če sem bila en teden brez herpesa, pa je bil spet nov, a ne. Nekateri imajo stalno vročino preko 37, hude alergije, intolerance, multiplo kemijsko senzibilnost, hormonske motnje, nizkostopenjska vnetja, predvsem imajo pa zelo zmanjšano odpornost, tak hiperaktiven imunski sistem, bi se temu rekli. Zelo dostikrat je to tudi mialgični encefalomielitis povezan z bolečinami po telesu, ni pa nujno, kakšni so pa samo ekstremno izžeti. Predvsem pa nobeden od njih v redu ne spi. Se pravi, ali se ne morejo zaspati, ali se zbujajo sredi noči, ali pa kakšni se zbujajo zelo zgodaj zjutraj, pa potem ne morejo zaspati. Od tega sploh ne funkcionirajo in tudi, če bi želeli, se ne morejo regenerirati, a ne. V Sloveniji to ni priznano kot samostojna bolezen, oziroma lahko nekako po kakšnih hudih trudih dobite to diagnozo, vendar jo ne jemljejo prav zelo resno, morda zdaj po covidu majčkeno resneje, a ne, ampak še zmeraj to ni enako tretirano kot kaj drugega, a ne. Pojavlja se pa tudi pod imenom long covid, to je ista bolezen. To ni samo bolezen izžetosti, ampak je dokazano, da je to nevrološka in kardiološka bolezen, ker prizadene živčevje, ožilje in srce. Eden od najbolj pogostih znakov je posturalna ortostatska tahikardija, o tem jaz kar dosti govorim. To je takrat, oziroma to spada pod disavtonomije, ne, lahko je tudi ortostatska intoleranca, pa kaj podobnega, ne, ni nujno, da je posturalna ortostatska tahikardija, lahko so tudi druge od teh, a ne. Ljudem se velikokrat vrti, so dezorientirani, slabo spijo, ne moreš razmišljati, zelo huda možganska megla je, ne zapomniš si besed, informacij, slabo toleranco imaš do svetlobe, glasov, včasih si tudi v trku ali pa te mravljinči, zelo se slabo počutiš, kakor da bi bil zastrupljen ali pa da ti je slabo. Simptomi se ti še poslabšajo s stresom, a ne, predvsem pa, tako kot sem rekla, počitek tega kar ne izboljša. Strašansko dolgo se ljudje nazaj z
energijo filajo, pa kar ne pridejo k sebi. Pogosto se tako počutijo, jaz sem včasih rekla, da se počutim, kot da bi imela skozi gripo, ves čas, sploh nisem prišla k sebi. Najpogostejši simptomi so tukaj le našteti, da jih ne bom še enkrat naštevala. Vsaka oseba pa to majčkeno drugače doživlja. Seveda, ker te nihče ne sliši, na koncu tudi lahko od tega depresiven. Jaz sem tukaj vmes, zato da je majčkeno bolj zabavno nalepila ene par teh slajdov, ki smo jih imeli na naši Facebook grupi, ki se mi zdijo kar zanimivi. Se spomnite časov, ko je vaše telo delovalo, kot je treba, mislim, samo od sebe delovalo, nič tablet, nič diet, brez ukinitve sladkorja, glutena, brez vitaminov, dodatkov, magnezija, brez flaške vode ob sebi, z ogromno spanja, samo zbudili ste se in bam, vse gre super. No, tudi jaz se ne spomnim. To je ena od misli, naših sotrpinov, bom rekla, ljudi, ki imajo nekaj podobnega ali isto kot mi. In jaz mislim, da večina fibromialgikov, pa ne ima eno, drugo ali pa tretjo bolezen, za njih velja to, da probajo popolnoma vse, pa še tisto tudi ne pomaga. Zdaj, mi smo pri vsaki bolezni raziskovali, katere so soprisotne bolezni, se pravi, katere bolezni imate še zraven, ker se nam je zdelo pomembno, ker to je en tak vidik, po katerem lahko sklepate, ali mogoče bi lahko šlo za to bolezen in naprej raziskovali oziroma zdravnikom predlagali ali pa ne. Se pravi, pogoste so disavtonomije, izredno pogost je POC, posturalna ortostatska tahikardija, izjemno pogost je Ehlers-Danlos, Marfanov sindrom, pa druge vse hipermobilne oblike bolezni vezivnih tkiv. V bistvu za vsa raztegnjena vezivna tkiva velja, da jih spremlja hiperaktivni imunski sistem in kronična utrujenost in kronične bolečine. Tako da iz tega razloga je to tukaj zraven. Potem so druge revmatske podcenjene in težje diagnosticirane bolezni, te so tudi sklopa vezivno-tkivnih, čeprav padejo pod revmo, miozitisi, vaskulitisi, Sjegrenov sindrom, antifosfolipidni, skleroderma in tako naprej. Potem seveda mikrovaskularna oziroma endotelijska disfunkcija s težavami na srcu, očeh, ledvicah, migrenami ter kognitivnimi težavami. To je zato, ker pač nam ne dela presnova kisika. Potem vazospazmi, velikokrat imajo ljudje krče v raznih delih telesa, ali v požiralniku, ali na arterijah v srcu, ali pač na različnih delih telesa in na žilah. Potem zelo pogoste so alergije in intolerance. To moram tukaj opozoriti, da alergija ni isto kot intoleranca. Intoleranca je manko encimov za nekaj. Če vi nimate encima za presnavljati laktozo, boste dobili laktozno intoleranco. Če nimate encima za presnavljati gluten, boste dobili celiakijo oziroma glutensko intoleranco. In tako naprej. Multipla kemična senzibilnost pomeni, da nimate encimov za presnavljati razno kemijo. To pomeni, da imate kemično intoleranco. To sem jaz zdaj tako malo po domače poimenovala, zato ker to še ni toliko raziskano, da bi vsaka ta kemična senzibilnost imela svoje ime. Potem je inzulinska rezistenca, kar je spet sladkorna intoleranca, tako če mečkano bolj po domače rečemo. Potem smo opazili, da imajo ljudje z ME-jem veliko hormonskih težav, imajo endometriozo, policistične jajčnike in podobno. Ekstremno velikokrat se jim ponavljajo herpes virusne infekcije vseh tipov, od Epstein-Barra, citomegalo, zostra. Imajo dostikrat, tisti, ki pa nimajo herpes virusnih, in pa ponavadi izbruhne ali borelija ali pa koksaki virus, koksijela, bartonela ali pa podobne. Tukaj bi jaz zraven omenila Aspergerjev sindrom, je tudi zelo pogosta komorbiditeta, zato ker spada med vezivno-tkivne bolezni, pa seveda long covid, pa druge postvakcinalna stanja, pa postviralna stanja. To imajo naši člani kot soprisotno bolezen. Zdaj, mehanizem in vzrok.
Mehanizem tega žetega organizma sploh ni znan. a ne. Raziskovali se je predvsem mitohondrije, se pravi energetske centre, ampak te nove raziskave bolj kažejo, da je napaka v transportu, se pravi v sistemu prenosa kisika. V venski krvi ga namreč dokazano ni dovolj, medtem ko v arterijah je. Kaj se zdaj vmes zgodi, ne vem. To je tako, kot če bi vam rekla, če se je vaš avto pokvaril, a ne stoji nekje na mestu, nikamor ne gre, ne premakne se, kaj se je zdaj zgodilo. Ne moremo reči, da nujno, da se je motor pokvaril, a ne. Lahko ni bencina, lahko je kaj narobe s cevkami, lahko je kaj z vžigom, lahko je karkoli. Do zdaj so, pri nas so to, a ne, ta motor, so mitohondriji in so sklepali, da je nekaj narobe z mitohondriji. Ja, lahko je, lahko pa ne, a ne. Zdaj, najnovejše raziskave v Bergenu so že 2 leti nazaj, oziroma zdaj že 3, potrdile, da gre za endotelijsko disfunkcijo. Se pravi, žila, ovojnica žile ne deluje, kot je treba, in enostavno ne porine naprej kisika. Žila ima nalogo, da porine naprej kisik v tkiva. Ugotavljajo, da ljudje, ki imajo mialgični encefalomielitis, pa sploh long covid, a ne, da pa to jim ne deluje tako, kot je treba, in da tle ta presnova ne dela, da kje je vzrok, ne vejo, a ne, ampak Norvežani so to ugotovili. Enako so ugotovili tudi Nizozemci in enako so ugotovili tudi Srbi, a ne, v dedinju. Vsi so ugotovili, da imamo mi hipoksijo, to pomeni manko kisika v tkivih. Kaj je vzrok, a ne, pa nihče ne ve. A je virus, bakterija, a je toksin napadel žilo, kaj je to, ne vemo. Vsekakor pa se dela na tem, da bi znanost to potrdila in probamo, a ne, te stvari spremljati, da bi vedeli, kaj se dogaja. Hipoksija, kaj sploh pomeni? Hipoksija pomeni manko kisika v tkivih, se pravi ne v žilah, ampak v tkivih. Majčkeno, tam ga je dovolj, a ne, v žilah ga je dovolj, se pravi, naša pljuča naredijo dovolj kisika, ampak tkiva ga pa iz nekega neznanega razloga ne dobijo. V telesu morate vedeti, da je 100 000 kilometrov kapilar, tulele je pa narobe napisati, 100 000 kilometrov je kapilar, te so tanke kot las, pa so čisto povsod v vsakem delu vašega telesa in one delajo tako, da izmenjajo vaša hranila in kisik z tkivi. Stene kapilar so zgrajene samo iz enega sloja endotelijskih celic in ta celic je tako tanek, tako so lahko majhne molekule, da lahko vse prehajajo skozi, a ne, in če je ta endotelij kapilare okvarjen, izmenjava ne deluje. Mi se sprašujemo, a je možno, da se je pri nas zgodilo nekaj takega, sploh ob dejstvu, da ima veliko bolnikov genske predispozicije za kaj takega. Mi to ne vemo, a ne, ampak želimo pa si, da bi znanost to raziskala. Kako zdravimo mialgični encefalomielitis? Zdravljenje je zaenkrat zgolj simptomatsko. Pri nas pa v bistvu posebnega zdravljenja za to bolezen sploh ni. Bolezen enačijo z izgorelostjo in s fibromialgijo, tako kot sem rekla. Možno je medikamentozno zdravljenje, dobite, če vas kaj boli, a ne, zdravila, ki vam lajšajo bolečine. Kot sem rekla, značilna je večja utrujenost in poslabšanje stanja po naporu, kar seveda nasprotuje stopnjevani vadbi, ki jo sploh svetujejo pri fibromialgiji. Zato se mi zdi absolutno pomembno vedeti, če imate mialgični encefalomielitis, zato ker bi vam stopnjevana vadba to zelo poslabšala, nekatere celo tako hudo prizadene, da nekaj časa sploh niso zmožni iti iz postelje, a ne, tisti, ki so v hujših fazah. Zato je pomembno bolnika podpreti, mu omogočiti to okrevanje in mu omogočiti, da nima stresa, da ima prisoten zdrav način življenja. Moram vam povedati, da vsi bolniki, ki jih jaz poznam in ki so veliko, veliko bolje, ali pa kakšni rečejo, da so skoraj ozdraveli oziroma da imajo obdobja remisije, so imeli ekstremno veliko podporo družine, niso imeli nikakršnih finančnih težav, niti ni jim bilo treba iti v službo. Se pravi, ob takih razmerah, kjer jih
družina in okolje ekstremno podpre in nimajo stresa, je možno okrevanje ob tem, da so se zelo malo začeli zdraviti v prvem letu, ne po 20 letih trpljenja. Mi v društvu seveda raziskujemo ravno zato tudi druge možnosti, a ne. Mi predpostavljamo, da je možnost, da imamo mi encimski manko, da pride do teh vnetij zaradi intoleranc v žilah, a ne, zaradi tega, ker naše telo nečesa ne presnavlja. Ker te raziskave so že v teku in nekatere so celo že dokazane, vendar ne na dovolj veliki skupini ljudi. Ampak zato si pa želimo podpore alopatskega in tudi alternativnega zdravljenja, kajti naši člani se poslužujejo obojega, zato da bi si sploh kaj pomagala, ne, ker samim zdravstvenim sistemom si velikokrat ne morejo. Mi si zelo želimo, da bi znanost našla oziroma potrdila mehanizem bolezni, pa da bi bolnike res zdravili usmerjeno glede na vzrok, ne pa zgolj simptomatsko, saj v tem primeru bi bilo zdravljenje res učinkovitejše, kratkotrajnejše in predvsem bolezen ne bi progresirala, ne. Po naših izkušnjah je ME taka bolezen, da sigurno progresira, če se jo ne lotimo zdraviti, bom rekla, oziroma če ne probamo bolezen zaustaviti in če takrat doživljamo ali stres ali pa obremenitve, delovne obremenitve, to zanesljivo pri večini naših teh članov, a ne, poslabša, tako da to odsvetujemo oziroma priporočamo, da res se teh stvari lotite temeljito, a ne. Ja, to je bil zdaj mialgični encefalomielitis, a ne, upam, da je bil razumljiv, če boste kakšna vprašanja potem na koncu postavili, si zabeležite, a ne. Zdaj bi šla pa na drugo bolezen, to je pa izgorelost, a ne. Burnout je označen v ICD-10 ZZ-79 in je označen bil takrat še, a ne, v ICD-10 kot stanje vitalne izčrpanosti. To je to, kar govorijo velikokrat, ko vi slišite po televiziji, radiju, po medijih, celo v Soči oziroma pač v teh ustanovah ali pa pri zdravniku, rečejo, ste imeli neki hud stres, a ne, in še, ne vem, nekaj se vam je zgodila ena nesreča, imeli ste hudo travmo, a ne, tako in drugačno, ampak potem bi vas pa mogli nehati boleti, ker se je stvar zacelila, a ne. Ampak se ni, ker ste vi izgoreli, ne. To je seveda možno, da se človeku zgodi. Zakaj ne? To so čisto objektivne okoliščine, zato ker zelo veliko je zelo hudih razmer, bom rekla, v službah in drugod, zaradi tega, ker smo ljudje vedno hujši časi, so bolj nevrotični, bom rekla, živčni časi in težko je živeti v tem svetu. In če ima človek na več frontah boje, se pravi, da ni samo obremenjen v službi, ampak da je obremenjen tudi doma ali pa s kakšnimi hudimi, težkimi odnosi, je čisto možno, da se to zgodi, zakaj pa ne, a ne. Ampak to so včasih imenovali izgorelost. Potem so pa v ICD-11 to preimenovali v točno to, kar tule spodaj piše. Se pravi, brez vsakih raziskovanj ali pa česa drugega, a ne, so rekli, da je izgorelost sindrom, ki je konceptualiziran kot posledica kroničnega stresa na delovnem mestu, ki ni bil uspešno obvladan. Zanj so značilne 3 razsežnosti: občutki izčrpanosti in izčrpanosti energije, povečana mentalna oddaljenost od službe ali občutki negativizma ali cinizma v zvezi s službo in občutek neučinkovitosti in pomanjkanja dosežkov. Izgorelost se nanaša posebej na pojave v poklicnem kontekstu in se ne sme uporabljati za opisovanje izkušenj na drugih področjih življenja. Torej, oni so v ICD-11 to izgorelost, jaz to zdaj razumem drugače, ne, je vezana na delovno mesto. Tako da zdaj še manj vem, kaj si kdo misli pod izgorelost, burnout, ne. Zdaj vam bom pokazala pa še en zelo, bom rekla, v družbi ali pa tako, če gledate razne raziskave, pa tuje grupe, berete znanstvene članke in tako naprej, se pa izjemno veliko poudarja ideja, ki sicer ni dokazana, bom rekla, a ne,
To sem vam mečkam pozabila povedati, a ne, bom še tole vseeno, ker sem že kar mečkam šla naprej. Se pravi, če imate izgorelost kot posledico preobremenjenosti v življenju zaradi objektivnih okoliščin, a ne, se lahko telo sesede, ne. In tle zdravljenje je dejansko usmerjeno k psihoterapijam, počitku, pa zelo počasnemu jačanju organizma, a ne. Tukaj bi vam tale program, a ne, ki je v Soči, po moje, lahko zelo prav prišel, a ne, če bi vam omogočili dovolj počitka, a ne. Ampak pa tudi nekateri poročajo o pomoči dodatkov, vitaminov, mineralov, antioksidantov in tako naprej, a ne. In velik vpliv razumevanja pa pomoči okolice, a ne, tudi poslušanje samega sebe, a ne. Moram pa reči, da izgorelost po izkušnjah našega društva je daleč najbolj obvladljiva in se jo po izkušnjah našega društva najlažje spravi na status quo. Ne, da bi to kar minilo ali pa da bi pol bilo v redu, ne, samo lahko se kontrolira obdobja, ko je veliko boljše, ampak morate zelo paziti, da spet ne padete, a ne. Ampak to je tudi zelo huda stvar, ampak fajn je pa, da veste, kaj od tega imate. Zdaj seveda ljudje, ki imajo izgorelost, zelo veliko ležijo, zato ker sploh ravno tako ne morejo vstati, ne morejo živeti, ne morejo biti aktivni, zato spravijo, a ne, to je ena slikca z naše grupe, moje življenje je večna bitka, jaz proti mojemu telesu, moje želje in strasti, moje sanje proti temu, kaj v resnici zmorem. Ljudje si želijo delati, radi bi, ampak enostavno telo ne da. No, zdaj smo pa tam, kar sem prej želela povedati, a ne. Neke teorije, a ne, to je pa prav, da tudi veste, ne. Neke teorije pravijo, mi iščemo nove teorije, zato ker nas zanimajo novi načini zdravljenja in nova raziskovanja, tudi če še niso podprta s strani medicinske znanosti, zato ker pač ni bilo dovolj poskusov narejenih, ampak še zmeraj pa mislim, da je prav, da te stvari spremljamo. Govori o vlogi nadledvičnih žlez pri izgorelosti. Torej, ali je možno, da nadledvične žleze proizvajajo premalo kortizola? Se pravi, teorija je taka, veliko ste imeli stresa, utrujenosti, delali ste ves čas in ste imeli kortizol zelo visok, a ne, zato ker ste bili stalno pod stresom, stalno ste morali delati na polno in potem je v nekem trenutku vaša nadledvična žleza rekla, da ima tega dovolj in je odpovedala sodelovanje, če rečem tako malo po domače, a ne. In ne proizvaja več toliko kortizola, kot bi ga morala. To je zelo hudo stanje, ki povzroča lahko in možgansko meglo, nizko energijo, depresivno razpoloženje, željo po soli, sladkem, omotico in tako naprej. A ne, to pomeni, jaz ne govorim zdaj o Addisonnovi bolezni, niti ne za Cushingov sindrom, ampak govorim o neznanem izvoru, a ne, te izčrpanosti nadledvične žleze. Se pravi, izčrpanost je taka, da se ravno tako kot pri ME-ju ne izboljša s količino spanja ali pa počitka, zelo ste šibki, utrujeni, težko vstanete iz postelje, ampak najbolj očitno je res spanje, 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 a ne. Ti ljudje res spijo, prav ne morejo vstati iz postelje, hrepenijo po nečem, da bi jih dvignilo, kavi, sladkorju, ne, zelo počasi okrevajo, omotični so, lahko se tudi tresejo, ampak pazite, da ne zamenjate, če imate tresenje, morate nujno iti k nevrologu pogledati, če so to druge bolezni. Imajo tudi težave včasih z dihanjem, ampak to morate tudi preveriti, in pljuča in srce. Pozabljivi in enostavno na smrt utrujeni, a ne. Zdaj, če bi imeli izčrpano nadledvično žlezo, so dodatni simptomi tile, a ne, bolečina v vratu brez razloga, alergije na hrano, nizka telesna temperatura, boljše, kadar ni stresa, pomanjkanje spolne sle, suha koža, živčnost, zaprtost ali driska, razbijanje srca, depresija, tesnoba, izpadanje las, nizek krvni sladkor in izguba mišičnega tonusa in moči. Predvsem pa pravim, spiš ure in ure in ure, nisi depresiven, pa si še zmeraj
fizično nesposoben postati. Zelo težko je v današnji družbi živeti s kronično boleznijo, ki te ne pusti gibati. Večina ljudi namreč bolezen zamenja z lenobo, pravijo naši člani. No, zdaj smo pa prišli do tretje bolezni, končno do fibromialgije, ne. Ta vas najbrž najbolj zanima. Fibromialgija je uradna razlaga, a ne, bi rekla, je takšna, da so to bolečine po celem telesu, ki se selijo na več koncev, a ne. Vedno se zbudijo utrujeni, z bolečino, okorelostjo in potem traja nekaj časa, da pridejo k sebi, ampak zvečer, so še zmeraj utrujeni. Spijo zelo slabo, nekateri ne morejo zvečer zaspati, večina se ponoči zbuja, nekateri sredi noči ne morejo zaspati ali pa se zbujajo v bolečinah. Sredi dneva pri kakšnih je malo boljše, zvečer se spet počutijo, kot bi jih povozil vlak. Vsi imajo izrazite kognitivne težave, težave s pomnjenjem, priklicem besed, dogodkov, s koncentracijo. Jaz, ko sem bila v najslabši fazi, ne vem, jaz sem sedela sem šla k nekemu specialistu na pregled, in ko sem prišla ven, jaz nisem vedela, a sedim jaz v Izoli ali sem v Sežani ali sem v Ljubljani. Ali pa sem se vozila po okolju, kjer sem jaz delala, pa jaz nisem vedela točno, kje sem. Taka strašanska, težava s pomnjenjem, s kognicijo, ne. No, zdaj smo pa prišli zaradi tistega, zaradi česar se imenuje tisoč obrazov fibromialgije. Meni je bilo vedno od nekdaj izjemno čudno, kako je to možno. Kdo pa je to zdajle tule napisal, ke jaz nisem? No, nima veze. Kako je to možno, da nekoga moram še sprejeti. Kako je možno, da imamo mi toliko enih simptomov, a ne, bom rekla, toliko simptomov, kako je to zdaj možno? Začeli smo spraševati ljudi in naredili eno veliko anketo o tem, kakšne imajo ljudje simptome. Jaz vam jih bom nalašč prebrala, zaradi tega, ker se mi zdi prav, da slišite, kaj vse je, zato da boste potem slišali tudi povzetek tega. Ljudje, ki imajo fibromialgijo, imajo utrujenost in izžetost, imajo migrene in glavobole, nekateri imajo črevesne težave. Praktično vsi imajo odsotnost termoregulacije, veliko občutljivost na mraz, nekateri pa tudi na vročino. Eni imajo bolečine v vratu, drugi imajo bolečine v hrbtenici, eni imajo bolečine v rokah ali pa ramenih, bolečine v nogah, trganje v nogah, nemirne noge, vsi po vrsti imajo izsušene sluznice, večina ima hude alergije ali intolerance. Še enkrat ponavljam, da so intolerance odsotnost encimov za pravilno presnovo. To je popolnoma druga stvar kot alergija in ne morete narediti, testa, ne vem, kar enega testa pa za vse intolerance, to tako ne gre, a ne. Potem imajo velikokrat multiplo kemično senzibilnost ali pa hipersenzibilnost na toksine iz okolja, imajo težave z ravnotežjem in vrtoglavice, mnogi imajo težave s srcem, eni imajo težave s pljuči, skoraj vsi imajo ponavljajoče se okužbe z virusi, hiperaktiven imunski sistem, a ne, ali pa z bakterijami. Dostikrat jim je slabo, mnogo jih ima težave z očmi, imajo težave z ušesi, polno ljudi ima tinitus, nekateri imajo težave z zobmi, potem imajo ledvične težave. Kognitivne težave imajo praktično vsi, pozabljajo, imajo možgansko meglo, slabo spijo, zbujajo se ali pa težko zaspijo ali se pa hitro zbudijo. Nekateri imajo tesnobo in čustvena nihanja, pogosti so krči v mišicah ali pa v žilah, srbečica, vnetja kože.
tukaj še ni konc, veste. Potem so dolgotrajno celjenje ran, nekako se jim rane ne zacelijo po čist navadnih stvarih, težko dihajo ob fizičnih naporih, mnogi imajo težave s ščitnico ali druge hormonske težave, težave s prsti pri najmanjšem naporu, imajo težave z rezanjem, lupljenjem, ribanjem, pisanjem, težave z odvajanjem blata, težave z zanositvijo, donositvijo, utrdelost sklepov, jutranja okorelost, migrensko avro imajo velikokrat, boleče grlo, bezgavke, povišana temperatura več let skupaj ali obratno, ali pa prenizka temperatura nekaterih in tudi slabokrvni so. Oddanih je bilo 4737 glasov v anketi Facebook grupe Društva bolnikov Zebra. Mnogi od bolnikov, od članov imajo po 10 ali pa 15 ali pa 20 od teh znakov kliničnih, in izgledajo takole kot tele rokice tukaj, a ne, kronično bolni si ne izmišljujejo svoje bolezni, ampak nasprotno se stalno pretvarjajo, da so oni v redu. Takrat smo se mi začeli spraševati, a ne, kako pa to, da imajo ljudje toliko nekih znakov, to ni čisto v redu, a ne. Pa smo naredili še eno anketo, oziroma več je bilo teh anket, to je ena od njih, a ne. Kaj pa je zdaj, kaj pa imajo ti ljudje še zraven, a ne? Katere komorbiditete, katere bolezni? In našli smo ljudi, ki imajo vsi po vrsti alergije ali intolerance, skoraj ni človeka brez. Potem imajo druge revmatske ali vezivno-tkivne bolezni, se pravi, ali imajo artritis, sjegren, miozitis, vaskulitis, lupus, ankilozirajoči spondilitis, antifosfolipidni sindrom, sklerodermo ali pa druge, to so same vezivno-tkivne revmatske. Potem ima, čist vsak ima nekaj od tega. Potem disavtonomijo ali pa POTS, a ne, to smo že prej govorili, nevropatije so izredno pogoste, potem genske bolezni vezivnega tkiva, spet smo pri vezivno-tkivnih boleznih, Ehlers-Danlosov sindrom, Marfanov sindrom, druge bolezni iz tega sklopa, od KDSIL-a naprej, a ne. Potem skoraj vsi, praktično ga ni človeka, da ne bi imel ortopedskih bolezni in okvar na kosteh ali sklepih, vezeh ali pa mišicah. Pogosto imajo tudi migrene ali pa migrenske avre, astmo, bronhitis, KOPB, Epstein-Barrov virus se jim ponavlja ali pa postviralni sindromi, kot so COVID se jim ponavlja ali pa kaj drugega, ali pa imajo limsko boreliozo in tukaj se ne neha. Ljudje imajo srčne bolezni in bolezni ožilja, tudi mikrovaskularna disfunkcija je pogosta, ali pa imajo vazospazme, se pravi spazme v žilah, bolezni zaklopk pa druge srčne bolezni. Raynaudov fenomen je zelo pogost, se pravi, to so spet vazospazmi, ter druge avtoimune bolezni. Dostikrat imajo bolezni prebavnega trakta, ne, KVČB, pa gastroenterološke bolezni, bolezni oči, bolezni ščitnice, endokrine bolezni, ginekološke težave, bolezni zobovja in čeljusti, nevrološke bolezni, motnje avtističnega spektra, zelo pogost je Asperger, pa hormonske bolezni, endometrioza, policistični jajčniki in čisto nazadnje depresija in tesnoba. 763 anketirancev je odgovarjalo, a ne, in vsak ima, ne eno, vsak ima cel kup od teh bolezni. Zdaj, tako kot smo rekli, a ne, to, ko upam, da ste si zapomnili, da je količina teh bolezni in simptomov nesorazmerna s katerokoli drugo boleznijo, a ne. Ni logično, da imamo tak strašen, velik, tako zelo veliko soprisotnih bolezni in simptomov, a ne. Ker mehanizem bolezni sploh ni poznan, krvni testi ne obstajajo in se fibromialgija diagnosticira samo simptomsko. In tako kot sem rekla, simptomatsko, vsak od bolnikov ima vsaj 20 simptomov in cel kup teh soprisotnih bolezni. In ker medicina ne najde vzroka v mišicah, kosteh, sklepih, ker nimajo niti ene mašine, ki bi lahko potrdila več, kot oni priznajo, našli pa so vzdražen in menda preveč aktiven živčni sistem, sklepajo iz tega, da gre za hipersenzibilnost.
veliko občutljivost na bolečino. Se pravi, ker oni niso našli s svojimi mašinami nič, kar bi to po njihovo potrdilo, oni sklepajo, da živčni sistem reagira brez vzroka. Pomislite zdaj še enkrat na ta stavek. Videli ste, koliko je bilo bolezni, koliko je simptomov, in oni rečejo, da živčni sistem reagira brez pravega vzroka. In da to smo sigurno hipersenzibilni. Ljudje, ki imajo 20 simptomov ali več in 10 potrjenih bolezni s potrjeno diagnostiko, ob kateri vemo, da so upravičeni do bolečine. A je to res, kar pravijo, glede na številne simptome in številne soprisotne bolezni, ali vzroka samo še nismo našli in je ta vzrok za vzdražen živčni sistem upravičen? Ne vemo, ne vemo. Ampak ne ve pa niti ne medicina. Jaz sem se srečevala v teh zadnjih 5 letih, že prej, ampak v zadnjih 5 letih intenzivno z res ogromno bolniki. In oni so rekli takole: delam tudi ob tako hudih stopnjah bolečine, pri katerih povprečen človek ne bi niti pomislil, da bi sedel ali stal. Ker če ne, sploh ne bi imela življenja. To ne pomeni, da imam dober dan. Pomeni samo to, da sem uspela biti močnejša od bolečine v nekem delu dneva. Pride ena slikca, ker če kdo je občutljiv, ni treba gledati. Tole je rekla Vesna, fibromialgija vsak dan bolj boli, kot me je bolelo tole. Ena druga gospa Darja je rekla: mislim, da je najhujša bolečina to, da si vsak dan govorimo, da pa ni tako hudo, da še malo stisnemo, pa bo. Maja je rekla: 99% ljudi, ki nimajo kroničnih bolečin, ne bi zjutraj niti iz postelje vstalo, če bi se počutili tako, kot je za nas vsakdanje. Od nas pa se pričakuje ne le, da vstanemo, ampak da normalno funkcioniramo. Tako da jaz ne poznam ljudi, ki bi imeli res tako nizek prag bolečine, ne. Ne vem, od kod to v medicini te podatki, ampak jaz vidim v praksi zelo drugačne ljudi. Morate vedeti, da pri fibromialgiji rek pretvarjaj se, da si zdrav, dokler ti ne bo uspelo, da si zdrav, Angleži rečejo fake it till you make it, pri teh kroničnih boleznih naših res ne deluje. Zdaj seveda je možno, da se ti res pretvarjaš, a ne, ampak slej ko prej boš tako bolan, da ne boš mogel iz postelje. Lahko, če boš še pretiraval, se ti bo zagon bolezni ponovil ali pa stopnjeval. Lahko te pa odpelje rešilec. Toliko daleč sem pa jaz hodila, ne. Tako sem se delala, da ni nič, da me je večkrat odpeljal rešilec, ampak to ni bila dobra taktika. Jaz mislim, da je najboljša taktika, da se sprijazniš, da imaš kronično bolezen in da prilagodiš situaciji primerno, paziš nase in da ne hodiš čez svoje meje. Mi v Društvu bolnikov Zebra opažamo, da so velike težave bolnikov. Namreč zdravstveni sistem ne pozna bolezni, a ne, in jih sploh ne jemlje dovolj resno. Tudi če jih jemlje dovolj resno, a ne, jim ne zdravi same bolezni, ampak jih spodbuja k zdravemu načinu življenja. Zdrav način življenja absolutno je potreben, jaz se s tem absolutno strinjam, ampak pri fibromialgiji to vseeno ne prinese, kadar je to res prava ta fibromialgija, ne prinese izboljšanja stanja. In posledično je to tako kot tule na sliki, a ne, vaši izvidi so odlični, niste bolni, a ne, v resnici pa smo zelo, zelo bolni. Tako da posledično, če fibromialgije ne zdravite, se navadno bolnikom stanje slabša. Kljub bolečinam, izžetosti in slabšanju bolezni morajo v zelo, zelo hudih fazah dokazovati, da so res bolni. In to ljudem, ki naj bi jim pomagali, zdravstvenim delavcem, našim članom, se dogajajo zelo hude stvari, ne vsem. Zelo je odvisno od tega, kakšnega zdravnika imate, h kateremu specialistu grejo. Ker jim je pa zdravstveni sistem obrnil hrbet, se pa mnogim zgodi, da jim hrbet obrne tudi lastna družina ali pa prijatelji, predvsem pa v službi ne razumejo, rečejo: saj te niso dali na bolniško, sigurno nisi bolan, to si ti kar izmišljuješ, kar nekaj si domišljaš, ne.
družba zna biti zelo kruta. Nekateri postanejo socialen problem. Problem je tudi v tem, da dobijo nekateri tretjo kategorijo z omejitvami, za katere njihova služba nima možnosti zaposlitve in pristanejo na cesti. Zelo hude stvari se dogajajo zelo dobrim ljudem, ki so včasih veliko in radi delali, in ko so zboleli, ne najdejo neke prave podpore. Kakšni, ja, to je zelo odvisno od zdravnika. Zdaj, seveda se pa mi zdaj sprašujemo, a ne, mi smo že tako ali tako ugotovili, a ne, da pri kronični bolezni lahko narediš vse prav, a ne. Zdravo ješ, dosti piješ, se gibaš, si umirjen, dosti spiš, lahko imaš podporno mrežo, urejene družinske razmere, ampak si še vedno bolan. Enostavno ni res, kar govorijo, da samo zdrav življenjski stil vpliva na življenje. Vplivajo tudi drugi dejavniki, a ne. In mi se zdaj sprašujemo, a ne, kaj je zdaj to, kako bi se mi lahko zdaj zdravili, kaj bi nam pomagalo, a ne. In smo se začeli spraševati, te soprisotne bolezni, ki ste jih videli, res veliko množico, a so to vzrok, so to posledica, a je to slučajno, da imamo mi vsi po 20 bolezni, a ne, diagnosticiranih ali pa 20 simptomov vsaj, a ne, če že nimamo 20 bolezni. In kaj je zdaj skupnega vsem tem boleznim, a ne? Skupna jim je bolečina, skupna jim je hipoksija, se pravi manko kisika v tkivih, ki povzroča utrujenost. Vsi imamo to. Večinsko imajo bolniki, ki imajo fibromialgijo, množico težav, ki se nalagajo ena na drugo. A veste? In to povzroča tudi več bolečin in več utrujenosti kot ena sama bolezen. Tudi to je možno, a ne, da nekateri bolniki imajo več bolezni, ki se nalagajo ena na drugo. Ugotovili pa smo tudi, da mnoge od teh bolezni so bolezni presnove oziroma manjka encimov, ki povzročajo taka nizkostopenjska vnetja v kapilarah, a ne, in te kapilare potem ne porinejo naprej kisika, tako kot je treba, a ne. Mi se zdaj sprašujemo, a ne, ne vemo, ampak sprašujemo se, če je težava sistemska. Se pravi, če je v celem telesu, glede na to, da se pojavlja na vseh možnih delih telesa in tudi na organih, a je mogoče res preobčutljivost živčevja, ali ima mogoče to živčevje vzrok, da tako reagira, a ne, čeprav medicina reče, da ga nima, ampak ne vemo. A je medicina res dovolj razvita, da pozna vse bolezni tako dobro, da če ne odkrije vzroka, da lahko trdi, da ni nič pomembnega, sploh ob dejstvu, da niti eno obstoječe zdravljenje ni učinkovito? Ne vemo. A je možno, da gre za podcenjene bolezni, ki niso dovolj resno obravnavane? Ali pa sploh niso dovolj poznane, nekatere mogoče sploh niso diagnosticirane, ker so redke bolezni? Ne vemo. A je slučajno možno, da gre tudi pri fibromialgiji, tako kot pri mialgičnem encefalomielitisu, za endotelijsko disfunkcijo in za manko kisika, za hipoksijo v tkivih, ki udarja bolj na vezivna tkiva, pa na mišičje kot na organe, ker vemo, da pri mialgičnem encefalomielitisu zelo udarja na organe, a ne? Ne vemo, ampak ne ve pa niti ne medicina. Zdaj, tukaj sem še en slajd nalepila, a ne, ker mi vemo, kako je z nami, a ne, mi se lahko prisilimo nekaj fizično narediti, ampak imamo tako hude posledice, da pol naslednji dan ne moremo čist nič narediti, a ne. Tako da zelo težko je razložiti nekomu, da imam velike posledice po nekem naporu in da nečesa ne morem varno storiti, a ne. Zdaj, kakšne imate pa vi možnosti zdravljenja, ne? Uradno zdravljenje vključuje rehabilitacijski program na URI Soča, pomoč to je splošni program za kronično nerakovo bolečino, 4 oziroma 5-tedenski program, oziroma v primeru, da ste preslabi, a ne, pridete na enodnevno edukacijo. To je tak splošen program za kronično bolečino, kako se lažje spopasti, da to bolečino lažje sprejmeš, kako stvari delaš bolj učinkovito.
Sprejmejo pa samo tiste, ki so pač v dovolj dobrem stanju, da bi jim to pomagalo, ne? Ker ta slabim jih ne sprejmejo, ker vedo, da to ne more pomagati, ne? Kar je prav. Diagnosticira to našo bolezen navadno revmatolog ali pa ortoped, ampak je tudi fiziater, a ne? Zdravnika za to našo bolezen, kadar se ti stanje poslabša, ni. Jaz sem zelo spraševala, a ne, po ministrstvu in po zdravniški zbornici, kam naj gremo, a ne, če se nam stanje poslabša, če bi lahko nekoga dobili, no, oni rečejo, da vse to pokrije Soča, da če pa imamo težavo na kateremkoli področju, recimo, da imate probleme s podcem ali pa z astmo ali pa z ne vem čem, da greste pa k tistemu specialistu, na katerem področju imate probleme, a ne. Zato, ker specialista za našo bolezen ni. Niti ni specialista za ME, če se ti poslabša, niti za fibromialgijo, niti za izgorelost, razen če bi vam res odkrili pri izgorelosti izgorelo nadledvičnico, ti testi pa obstajajo. Pogosto pri nas te tudi napotijo k psihiatru. Zdaj, a je to dobro ali ne? Jaz mislim, da psihiater je edini, ki te dejansko razume, da ti ni nekaj psihičnega, razume, če ti je nekaj psihičnega. Zato iz tega stališča, če imate kakšnega dobrega psihiatra, včasih niti ni to tako slabo. Zdaj, a kdo kaj jemlje ali ne, to jaz mislim, da je odločitev posameznika, ne društva, a ne, zakaj se odloči. Potem zdravila za lajšanje bolečine lahko dobite tudi drugo medikamentozno zdravljenje, se pravi, alopatska medicina vam nudi neka zdravila, kar jih pač poznajo in kar se jim zdi primerno. Upravičeni ste tudi do fizioterapij, čeprav to zdajle precej omejujejo, če se vam stanje ne slabša. Seveda se pa naši člani najpogosteje zato, ker jim uradna medicina ne zna pomagati, poslužujejo tudi alternativnih zdravljenj. Od teh zdravljenj je tako, mi imamo tako različne kemije v sebi in tudi tako različne bolezni so podlaga naši fibromialgiji, da iz tega razloga zelo različne alternative pomagajo. Če je meni pomagala, ne vem, zelo mi je pomagala homeopatija, morda komu drugemu sploh ne, a ne, in neka druga alternativa, ki je meni škodila, je morda komu zelo pomagala, tako da to je spet stvar odločitve posameznika in presoje posameznika, a ne. Se pa ljudje tega poslužujejo, zato ker nimajo veliko drugih možnosti. Tule ni napisano, ampak meni se zdi zelo smiselno, da vi diagnosticirate vse soprisotne bolezni, zato ker kadarkoli boste zdravili soprisotno bolezen, se vam bo tudi vaša osnovna bolezen poboljšala, a ne. Zdaj, kakšne so pa težave bolnikov po izkušnjah našega društva? Nepoznavanje naše bolezni in pripisovanje vsega izgorelosti, a ne, vodi velikokrat v napačno, več ali manj psihiatrično obravnavo naše bolezni. To zanesljivo ni v redu, a ne, mi bi rabili nekoga, ki bi se ukvarjal z nami, ki bi majčkeno bolj poznal to bolezen. Moramo pa vedeti, da bolezen nikjer v svetu ni dobro poznana, nikjer v svetu ni dobro tretirana in nikjer v svetu ni boljše kot pri nas, ne. Povsod je isto ali slabše, a ne. Tako da v klinični praksi so uveljavljene zelo stare, rigidne hipoteze in tudi načini zdravljenja v praksi pravzaprav zelo redko pomagajo, razen če imate neke specifike, bom rekla, tiste vrste izgorelosti, ki sem jo prej omenila. Obratno pa se zgodi, a ne, da se mnogim zaradi nezdravljenja ali pa zaradi neustreznega zdravljenja stanje permanentno v majhnih, ampak takih zanesljivih korakih poslabšuje, a ne, če ne naredijo nič za to, da ustavijo napredovanje. Zato si mi zelo želimo, da bi našli mehanizem bolezni in ga primerno obravnavali. Vsaj pri naših članih to opažam, a ne, jaz opazujem člane Zebre, tale seminar oziroma tale predstavitev je predvsem predstavitev članov našega društva, s čim se oni spopadajo. In tako kot sem na začetku rekla, pred 20 leti si težko dobil diagnozo, ampak zdaj se je pa stvar zelo, zelo obrnila. Mi smo zelo, zelo zaskrbljeni, zato ker ko smo mi ljudi res napotili naprej
da se nam zdi, da bi morda bilo pa fino še ta test narediti, drug test narediti, tretji test in tako naprej, so ljudem diagnosticirali zelo hude bolezni, vaskulitise, lupus, Parkinsonova bolezen, angine pectoris, CADESIL, Marfanov sindrom, EDS, se pravi Ehlers-Danlosov sindrom, genetske mutacije. Večinoma so bili to bolezni iz vezivno-tkivne in žilne vrste, vazospazme imajo nekateri, antifosfolipidni sindrom, postvakcinalna stanja zelo huda, jih kar pripisujejo psihi, ljudje ne morejo sedeti, tako hudem stanju so. Nekateri so imeli spalno apnejo in zelo dosti hormonskih bolezni, ter nekaj smo pa tudi našli narobe diagnosticiranih, ko imajo depresijo, pa nimajo, bom rekla, nekih takih znakov, kot jih mi opažamo. Zato se nam diagnostika zdi zelo pomembna in zelo pomembno se nam zdi, da vi najdete tisto bolezen, ki vam v osnovi povzroča bolečine, hipoksijo in tisto, kar sem prej navedla, vse te stvari, ki so značilne, ki so skupne vsem bolnikom s fibromialgijo, da ne boste, meni so pri 54 letih diagnosticirali šele gensko bolezen, in mi jo še danes ne bi, če ne bi se sama vse poučila, Zdaj, seveda smo pa na koncu vprašali naše člane, kaj pa oni vam svetujejo kot člani članom oziroma kaj bi oni vam svetovali. Oni pravijo, da če dobro zdravite soprisotne bolezni, bodo bolečine zanesljivo manjše, življenje kvalitetnejše. Zelo pomembno jih je diagnosticirati in vzeti resno. Četudi vas zdravnik morda ne jemlje resno, ne vem, neko bolezen, javljajo se mi ljudje, ne vem, reče, imam Sjegrena, nihče me resno ne jemlje, ali pa reče, imam artritis, ja, rečejo, saj je obvladan, pa ni, ali pa rečejo, ne vem, imam mikrovaskularno disfunkcijo, pa reče se, to ni nič, ali pa imam, vi ste tisti, ki v bistvu morate za vaše telo poskrbeti in od zdravstvenega sistema zahtevati ustrezno obravnavo in resno obravnavo, tudi če morda ni tako napisano tam v lestvicah in kriterijih, če vas boli, morajo vas resno jemati, Zelo pomembno je, da se uležete, kadar ste utrujeni, in takrat bodo bolečine prej odšle. Če poskrbite za dovolj spanca, boste lažje funkcionirali. Spanje, ne morem vam povedati, kako zelo pomembno je, brez spanca res ni v redu. Pazite, da ne zamenjate dan za noč, sploh moji Aspiji, ki ste tulele vmes. Se to zelo rado zgodi. Zelo pomaga, da ne jeste junk fooda, ne jejte tistega, kar vam škoduje. Ne izpostavljajte se tistemu, kar vam škoduje, tudi če je to kemija, Zelo pomembno je sonce. Sonce izredno skrbi za izmenjavo kisika, da niste hipoksični. Pejte vsaj za 2 minuti na sonce. Pravijo, da po minuti in pol se sproži tisti sistem polnjenja mitohondrijev, tako da čim ga boste zagledali, jaz vem, da zdajle je bila megla tule v Sloveniji že kar nekaj časa, ampak ko bo, pejte na sonce. Zdaj, z gibanjem je pa tako, poslušajte se, Če vam paše, pejte, da majčkeno spodbudite cirkulacijo, to sigurno super, ampak če pa vi čutite, da ne morete, ne iti, poslušajte se, res se orenk poslušajte, Pri naši bolezni nekaterim zelo pomaga toplota, obloge, kopeli in pa alternativne oblike zdravljenja. Moram že nekaj spiti, ker imam že majčkeno hripov glas. Družite se s sebi enakimi, to se mi zdi pa sploh pomembno, da dobite čim več koristnih informacij. Jaz vam ne morem povedati, kako je fajn na teh naših srečanjih. Zdajle jih imamo v Postojni, v Ljubljani, v Škofji Loki, pa še kje, jih imamo, včasih smo jih imeli tudi na Koroškem. Zanesljivo bodo še kakšne, Tako da tudi družimo se v toplicah, 3-krat na leto gremo, to so fantastična druženja. Napolniš se z energijo vseh enakih, kjer te vsi razumejo, če ne moreš se družiti, vsi razumejo, če sediš ali pa ležiš tamle na kavču ali pa na stolu, pa hočeš biti sam, vsi te razumejo, Predvsem si takrat tako energetsko nafilan v kontekstu sprejetosti in razumevanja. Tudi alternativa včasih pomaga, tudi z alternativo si lahko pomagamo.
To morate pa sami ugotoviti, a ne katera. Predvsem pa dovoljeno vam je počivati, ne morete rešiti vseh težav drugih, niti vam tega ni treba. Ni vam treba tudi kar naprej ljudi spravljati v dobro voljo. Vzemite si čas zase, pa vzemite si čas za regeneracijo. Jaz bi tudi tako rekla, a veste, za svoje avtomobile skrbite, a ne? Za sebe pa malo pozabimo, a ne? A veste, za avto morate iti na tehnični pregled, zamenjate jim ole, pazite, da se ne zaletijo, da se ne zaletite, čistimo jih, a ne. Mi smo pa katale, ne vem, kaj je tole, ne. Ampak jaz se počutim včasih kot star fičko, ne. Ko grem na počasne obrate, malo sem že zarjavela, ampak se trudim, a ne. Ampak jaz vam pa polagam na srce, poskrbite zase vsaj toliko kot za svoj avto, ne. Je res vredno. Morda na koncu samo še nekaj v našem društvu. Mi smo prostovoljno, neprofitno društvo bolnikov z kronično bolečino, se pravi s fibromialgijo, mialgičnim encefalomilitisom, registrirani smo tudi za vse vezivno-tkivne in revmatske redke bolezni. Organiziramo pomoč članom, virtualne druženja v živo, izmenjave izkušenj po različnih krajih. Letos sem s tem predavanjem hodila po Sloveniji. Za letos imam pa eno drugo predavanje, ki je bolj vezano na vezivno-tkivno problematiko in na to, zakaj imate vi hipoksijo, če bo koga zanimalo, lepo vabljeni. Mi imamo seveda svojo Facebook grupo, Facebook stran, spletno stran imamo tudi z informacijami, dosegljivi smo pa seveda tudi na telefon. V toplice hodimo 3-krat letno, imamo pa tudi svoj YouTube kanal za tiste, ki nimate Facebooka. Tam so v glavnem bolj kratki videi s temi istimi stvarmi, ki sem jih jaz danes povedala, samo majčkeno bolj na kratko. Mi sodelujemo s tujimi društvi in strokovnjaki. Jaz sem bila novembra, vsako leto sem povabljena na Inštitut za kardiovaskularne bolezni na Dedinju med same tuje zdravnike kot govorec in so mi dali možnost 15-minutnega razlaganja delovanja tega, kar bom letos tudi govorila, ne, kako deluje hipoksija na nas. Mi imamo organizirano tudi pravno pomoč za člane, popuste pri mnogih ponudnikih. Predvsem pa smo ena taka luštna skupina, ki se med seboj podpiramo, izmenjavamo zelo veliko informacij, da ljudje lažje pridejo do kakšnih informacij, da lažje svojo boleznijo sobivajo, pa ne samo to, da lažje najdejo res pravi vzrok svoje bolezni. Ker mi pač bolj zagovarjamo te alternativne oblike, se pravi, ne zagovarjamo, Društvo bolnikov Zebra ne zagovarja hipoteze, da je to psihofizična bolezen, ampak trdimo, da je to popolnoma fizična bolezen, za katero se bo moral najti mehanizem in vzrok, in si želimo tudi sami biti aktivni člani pri prispevanju k temu, da bi se to našlo. Mi sodelujemo tudi z Evropsko EMEjo, a ne. To je Evropska organizacija za mialgični encefalomilitis, pa tudi Svetovno organizacijo za Ehlers-Danlosov sindrom, zato ker smo opazili, da večina, praktično, jaz sem mislila, da je 66% vezivno-tkivcev med nami, pa da so ostali s hormonskimi in z imunosupresivnimi motnjami, a ne. Ampak ko sem govorila z zdravnikom iz Finske, kar dolgo sva govorila, ker sem pač imela možnost, ker sem srečala veliko teh zdravnikov, je rekel, da morda vam je to zanimiva informacija, da 100% njegovih bolnikov, se pravi, on zdravi mialgični encefalomilitis, ima raztegnjena vezivna tkiva oziroma vezivno-tkivno bolezen. Večinsko nediagnosticirano, a ne, včasih pa tudi pri njih je to lažje, ampak morda vam bo lažje iskati podbolezen, če to informacijo veste. Tule pa še ena taka lepa, ne glejte, kako daleč je še do cilja. Jaz mislim, da Zebrice smo res tako daleč prišli s temi vsemi našimi odkritji in s tako ekstremno veliko pomočjo en drugemu, da mislim, da si res lahko čestitamo, kjerkoli že smo v tem trenutku. Tudi tisti, ki ste nas šele zdaj našli, verjamem, da boste od tega kaj odnesli in da boste se med nami počutili fajn in da boste imeli, bom rekla, ene lepe